Katalonija se je zjutraj prebudila z upanjem, da bo sinočnjo odločitev v današnjem glasovanju predsedniku pokrajine prineslo pozitivne rezultate. Po vseh zapletih je kandidat znan, Jordi Turull, nekdanji tiskovni predstavnik katalonske vlade, proti kateremu sicer poteka preiskava zaradi sodelovanja v prizadevanjih za neodvisnost Katalonije. Turull pa zaradi tega ni priprt ali zaprt. Odločili so se, da z glasovanjem pohitijo, saj naj bi bil Turull jutri zaslišan. Tako da se lahko zgodi, da bo po zaslišanju sodnik zanj odredil pripor. Španske oblasti so prejšnjo katalonsko vlado odstavile in prevzele upravljanje avtonomne pokrajine. Na decembrskih volitvah pa so ponovno zmagali zagovorniki neodvisnosti, ki imajo v katalonskem parlamentu večino. Podjetje Facebook se težko sooča s posledicami afere ob domnevah, da je podjetje za politično svetovanje Cambridge Analytica v Londonu nepravilno dostopalo do informacij o uporabnikih Facebooka. Podjetje je podatke uporabilo za potvarjanje javnega mnenja in izdelavo strategije za volilno kampanjo Donalda Trumpa leta 2016. Docentka Safia Umoja Nobel z Univerze v Južni Kaliforniji je izjavila, da se bo Zuckerbergovo podjetje moralo soočiti številnimi regulatornimi vprašanji. Glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg se je sicer včeraj opravičil, pri tem pa obljubil strožje ukrepe za omejitev dostopa do podatkov za razvijalce programov in aplikacij. Posledice afere pa se kažejo že na borznem trgu, kjer je družba Facebook v zadnjih 3 dnevih izgubila več kot 45 milijard dolarjev svoje borzne vrednosti. Prav tako pa je bila uničujoča javna reakcija z oznako Delete Facebook, izbriši Facebook, s katero so uporabniki označevali objave tudi na drugih družbenih omrežjih. V nesreči plovila za izkopavanje peska v Maleziji je najmanj ena oseba umrla, 14 članov posadke pa še iščejo. V 18-članski mednarodni posadki so bili en Malezijec, en Indonezijec in 16 Kitajcev. Iskanje članov se še nadaljuje. Preiskovanje so nadaljevali danes, pri tem pa vključili tudi mornarico, 2 potapljaški skupini in plavalce. Plovilo je plulo pod dominikansko zastavo. V sredo pa so okrog 8:50 po lokalnem času prejeli klic v sili, ker se je plovilo prevrnilo. Večino od 110 deklic, starih od 11 do 19 let, ki so jih 19. februarja ugrabili, so v teh dneh njihovi ugrabitelji, islamski borci skupine Boko Haram, izpustili. Njihova izpustitev je bila nenadna. Nigerijski minister za informiranje Lai Mohamed je poudaril, da so ugrabitelji deklice spustili, čeprav država ni dala nobene odkupnine. Pred dnevi je sicer nigerijski predsednik dejal, da bo uporabil vse sile, da bi dekleta čimprej našli in vrnili v njihove domove. Ugrabitev teh deklic velja za eno izmed množičnih ugrabitev v zadnjih letih. Največja je bila leta 2014, ko je Boko Haram ugrabil več kot 270 deklet v mestu Chibok, kar je sprožilo mednarodni napad. Tokrat pa so jih islamski vojaki sami izpustili. Več deklet je povedalo, da so nekatere umrle v ujetništvu, zadržan pa naj bi bil tudi en fant.